Spoštovane dame in gospodje, sem Mihael Toš in danes je 31. oktober 2021, se pravi dan reformacije in tudi uradno pričetek nekako zaključne faze našega projekta AI Ptuj, kjer mesto Ptuj predstavljamo v podrobnostih in v prostorskih VR 360 predstavitvah in tudi širše. In ker je dan reformacije in dejansko potrebujemo kot družba korak naprej, morda v nekaterih ozirih celo korak ali več korakov nazaj, vam bom povedal, kaj bomo v prihodnjem letu, ki ga imenujemo leto reformacije, izvedli na Ptuju in bo trajalo od danes do praznika dne reformacije leta 2022 in potem seveda še dlje. Najboljša kulisa za to danes je dominikanski samostan na Ptuju, ki pa ni zgolj samostan, ampak dejansko gre za velik tempelj, ki nekako v svoji strukturi simbolizira celotno esenco Ptuja, za katero že dlje časa na podlagi našega dela z Mitreji, ki so templji nepremagljivega boga sonca Mitre, trdimo oziroma vemo in sporočamo. Ne gre za prerekanje, ne gre za prepričevanje, ampak gre za sporočanje, da je Ptuj mesto sonca in da je kot takšno mesto, Ptuj kot takšen, v celoti tudi zgrajen kot en velik tempelj, ki ga sestavljajo posamezne enote, tako kot so denimo Mitreji, dominikanski samostan, minoritski samostan, cerkve in tudi ostala arhitektura v mestu. Ko se sprehodimo skozi dominikanski samostan, vidimo, da dejansko vsebuje vse te elemente, da jih bomo sedaj lažje razlagali, v bodoče jih bomo povezali v zgodbo. Vmes kot intermezzo povem, da je tukaj sončni park, kjer je bil odkrit tudi Mitrej. Se pravi, sončni park je ime dobil zato, ker je bil tukaj odkrit Mitrej. Zraven Mitreja oziroma seveda ne v tistem času neposredno zraven Mitreja, ker je Mitrej že bil ruševina, so pa potem kasneje postavili dominikanski samostan, ki v sebi nadaljuje to zgodbo o mestu sonca, kot lahko vidimo dejansko na vsakem koraku. In celota vseh elementov tega samostana dejansko tudi povsem nazorno pokaže, kaj mesto Ptuj je in kaj dejansko je zdrav duh v svetovnem oziru, ne samo ptujskem. Kot rečeno, ker tukaj gre za dokaj kompleksne zadeve, ki pa niso tako zelo komplicirane, morajo pa biti zelo natančno izdelane in organizirane, smo se odločili, da po več letih, koliko sukcesivno pripravljamo projekt Mitreji, pripravljamo projekt Petava, Ptuj v detajlih, potem pripravljamo projekt AI Ptuj, ki je inteligentni, intuitivni, idealni Ptuj kot interaktivni vodnik s podrobnostmi in prostorskimi predstavitvami. Posebnost AI Ptuja je, da predstavlja tudi detajle. No, skupek vseh teh projektov pa dejansko sporoča o edinstvenosti tega kraja, tega mesta, ki ni zgolj samo neko staro mesto, ki ni zgolj v bistvu vezano na neke popkulturne dogodke v njem, ampak bistvo tega mesta je njegova esenca, ki ga je tudi skozi tisočletja ohranjala. In kako se je ta esenca častila, izgrajevala in gradila, se pa dejansko vidi, ko človek opazi elemente in jih potem tudi prepozna in spozna. Se pravi, da ne bo ta letošnji video predolg, se bom sedaj predstavil k bistvu. Vmes vam bom pokazal še nekaj lepot, ki so res presunljive. Bistvo vsega je, da je temelj za obstoj več tisočletni zdrava multikulturnost.
ne ta sodobna, destruktivna, včasih kar perverzna, ampak multikulturnost v smislu sobivanja, spoštovanja, izgrajevanja in nenazadnje razumevanja delovanja sveta. Se pravi, če ti hočeš nekaj ohraniti, plemenititi, izgrajevati, moraš razumeti. In v tem primeru mesta, ki je še danes tako močno po ostankih mitrajev, je jasno, da je bila esenca tega zelo močna. Mi se tudi ukvarjamo s pripravo predstavitev vzrokov za to, ampak to malce kasneje. Sedaj vam bom pa pokazal za zaključek tega reformacijskega in transformacijskega praznika eno zelo zanimivo stvar in vse skupaj opremil z zelo spodbudnim zaključkom in seveda, dokler je luč, je upanje. In vemo, da ta luč, ki je dejansko tista glavna luč, ne bo ugasnila, na nas je, da dojamemo, kako naše življenje vodi. Se pravi, tukaj se sedaj nahajamo pod upodobitvijo sonca in zelo zanimivo na teh samostanih je, kako zelo omnigeometrično, kako zelo sakralno geometrično popolno so bili grajeni, glede na gibanje, glede na kozmološke zakonje. In če pogledamo danes tako za malce prikaz, kaj se zgodi, ko sonce sije na steno skozi ta zelo lično in zelo premišljeno oblikovana okna, dejansko v določenih delih dne na stene slika določene in tudi različne in razne podobe. Jaz sem danes pripravil že nekaj fotografij, ki jih bomo v prihodnjih dneh prikazali, ampak kdor bo natančno pogledal v tem našem video napovedniku, bo videl, denimo sedaj konkretno, obraz Jezusa Kristusa. Kdor ga ne vidi, ga bo videl potem na fotografiji. Kar želim povedati pa je, svet okoli nas ni samo to, kar vidimo, ni samo to, kar nam predstavljajo na televiziji, v časopisih, ni samo to, kar kupimo v trgovini, ampak svet okoli nas ima bistvo. In kot ljudje se moramo temu bistvu spet približati in ga v našo kulturo plesti, z njim živeti in dojeti, da ni človek tisti, ki potrebuje, oziroma popraviti se moram, ni svet tisti, ki potrebuje človeka za obstoj, ampak je človek tisti, ki potrebuje za obstoj svet. In za zaključek še enkrat ta čudovita sončna podoba. Kot rečeno, v letu reformacije, pa več o tem in povem vam, navdušene in navdušeni boste. Prijeten praznik vsem in lepo prijetno reformacijo in transformacijo želim.